imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredni obhajati svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, grešil, misli, besede in dejanja. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi večno življenje. Amen.
Molimo. Sveti Oče, pridružil si me Kristusovemu večnemu duhovništvu in mi brez mojih zaslug zaupal službo v tvoji cerkvi. Prosim te, naj bom goreč in blag v oznanjevanju evangelija in zvest o skrbovanju tvojih svetih skrivnosti. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Potrpežljiva vztrajnost je vsem potrebna. To je brilo iz pisma Hebrejcem. Bratje, tudi mi, ki imamo toliko prič okoli sebe, odložimo vso težo in zapeljivi greh, vztrajno tecimo v tekmi, ki nas čaka, in glejmo na voditelja in dopolnitelja vere, na Jezusa. To je namesto veselja, ki ga je čakalo s preziranjem sramote, pretrpel križ in sedel na desnico Božjega prestola. Pomislite vendar nanj, ki od grešnikov prinesel toliko nasprotovanja zoper sebe, da ne omagate, utrujeni v svojih srcih. Niste se še do krvi ustavljali v boju zoper greh. To je bila Božja beseda. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: prišel sem, da ogenj vržem na zemljo, in kaj hočem, da bi se že vnel, s krstom pa moram biti krščen, in kako bridko mi je, dokler se ne izvrši. Ali mislite, da sem prišel, da prinesem mir na zemljo? Ne rečem vam, ampak razdor.
Odslej bo jih namreč v eni hiši 5 razprtih. 3 se bodo razprli proti 2 in 2 proti 3. Oče bo proti sinu in sin proti očitu. Mati proti hčeri in hči proti materi. Tašča proti svoji snahi in snaha proti tašči. Poslušali smo Kristusov evangelij. Dragi gospod železomašnik, dragi bratje duhovniki, dragi gostje in vsi, ki ste se danes zbrali, da počastite to slovesnost svojo navzočnostjo. Kristus pravi v današnjem evangeliju: prišel sem, da ogenj vržem na zemljo, in kaj hočem? Da bi se že vnel. Tako povzema Kristus v evangeliju svoje poslanstvo. In res je bilo njegovo poslanstvo podobno ognju, saj je staro v marsičem nadomestil z novim, ko je dopolnjeval postavo, kakor je ponovno izjavil. Nova je bila zapoved brezpogojne ljubezni, radikalne ljubezni do vsakega človeka. Novo je bilo oznanilo svobode in enakopravnosti vseh ljudi brez razlike. Novo je bilo sporočilo o Bogu kot očetu vse dobrote in pa usmiljenja in zato tudi oznanilo o bratstvu in sestrstvu vseh ljudi, o Božjem kraljestvu, o odrešenju in upanju na večno življenje. Človek ne bi postal novi človek po veri v Jezusa Kristusa, podoben Kristusu po milosti, in ves svet naj bi čim bolj odseval Kristusa ali vrednote Božjega kraljestva, pravice, ljubezni, miru in svetosti. Vse to je Kristus potrjeval svojim življenjem in delom. Jed je bila, da je vršil voljo tistega, ki ga je poslal, očeta. Rekli bi torej lahko, da je izžareval Boga, ki je ljubezen, saj je bil Bog v osebi, Božji sin. Ni čudno, da so ga zavrgli voditelji judovskega ljudstva in so raje oboževali predpise postave, kakor da bi se spremenili svoje mišljenje. Sicer pa so bili polni hudobije, pobeljeni grobovi, kakor jih je imenoval Kristus sam. Tem je zaman dopovedoval, da je usmiljenje več kakor daritev. Sicer pa tudi danes marsikateri vernik tega noče razumeti, da je namreč usmiljenje več kakor daritev. A Kristus je šel raje v smrt na križu, kakor bi odstopil od svojega prepričanja, od svojega življenjskega poslanstva ali življenjske naloge. In tako je smrtjo še na poseben način vrgel ogenj na zemljo, ki je neuničljivo zagorel po njegovem vstajenju od mrtvih. Kakor Božji ogenj naj bi delovali po zgledu Jezusa Kristusa vsi kristjani, in sicer kot ogenj ljubezni in usmiljenja službi bratov in sester. Tudi življenje in delo gospoda železomašnika Alojzija Žalarja bi lahko v marsičem primerjali ognju. Kot ogenj je bilo njegovo 70-letno duhovniško delo, in sicer kot ogenj, ki greje po božjih skrivnostih, daritvi in zakramentih, namreč postanemo deležni Božjega življenja. Po oznanjevanju Božjega nauka
se utrjuje v nas vera in življenje iz ljubezni. In prav v tem je bilo tudi bistvo duhovniškega poslanstva oziroma duhovniškega dela gospoda Alojza Žalarja vseh 70 let. Tako obilno je bilo to delo, da ga ni mogoče pregledati, in tako dragoceno, da ga ni mogoče oceniti. To lahko stori le tisti, ki je brezmejen v svoji popolnosti, samo Bog. Ognju, ki tudi žge, pa je podobno Zlatomašnikovo življenje zaradi trpljenja, s katerim se je vedno znova srečaval. To trpljenje je doseglo svoj vrh, ko je leta 1941 moral v izgnanstvo. Takrat so nemški nacisti pregnali skupno z mnogimi zavednimi Slovenci večino duhovnikov iz mariborske škofije na Hrvatsko in v Srbijo. Hoteli so pač te kraje čim prej ponemčiti, napraviti slovenske Štajerske nemško deželo, kakor je zahteval največji zločinec vseh časov in njihov vodja Adolf Hitler. Gospod Železomašnik je prišel takrat v Srbijo in bil od beograjskega nadškofa postavljen za župnika v Kragujevcu. A tam bi ga skoraj nemški vojaki ustrelili kot talca med drugimi 1000 domačinov. Bil je že odbran za streljanje, a se mu je v zadnjem trenutku posrečilo dokazati, da je edini katoliški duhovnik, katoliški župnik v tem mestu. Vendar se je trpljenje tudi pozneje nadaljevalo v različnih oblikah, čeprav so ga bili prebivalci mesta vedno veseli in so mu bili močno naklonjeni. Kar vse 4 leta okupacije je preživel v Kragujevcu. Po osvoboditvi pa ga je doma čakala tudi marsikatera preizkušnja. Vsekakor mu križ ni bil nikdar tuj. Naposled bi lahko življenje Železomašnika primerjali ognju, ki sveti. Že zato, ker je v času svojega duhovniškega dela v Hrastniku tam pozidal novo cerkev in se posebej žrtvoval za otroke rudarjev, ki jih je pošiljal leto za letom na počitnice k dobrim ljudem po Slovenskih goricah. Dalje je v Kragujevcu celo izdajal posebni cerkveni časopis, Cerkveni zvon. Znani sta prav tako 2 njegovi knjižici, ki jih je izdal pri Svetem Petru, slovenski kardinal dr. Jakob Misija in Mati Božja na Gorci pri Mariboru. Kot član slovenskega duhovniškega društva je govoril članom o pogrebu in pisal o njihovem življenju v društvenih glasilih. V župniji Svetega Petra je vestno skrbel za župnijsko cerkev in za cerkev Matere Božje na Gorci, kamor ga še danes vodi vsak dan pot na sprehodu. V svojem nasledniku je dobil pravega brata, ki se je lotil vsega tistega dela, ki ga končno Železomašnik ni več zmogel. Takšen je kratek oris življenja in dela Železomašnika Alojza Žalarja, ki smo ga torej upravičeno primerjali ognju, o katerem je govor v današnjem evangeliju. Izreden Božji dar je takšna starost, kakor jo je doživel Železomašnik. Vendar ne gre predvsem za starost, marveč za delo, ki ga je v tem času opravil in na katero se lahko z zadovoljstvom in hvaležnostjo Bogu danes ozira.
Za nas vse pa naj bo današnja slovesnost poziv, da si bomo, kakor je komu dano, prizadevali, da bomo svojo življenjsko nalogo čim vestneje izpolnili, predvsem pa, da bomo svojim življenjem iz ljubezni in dobrote pričevali za tisti ogenj ljubezni, ki ga je Kristus vrgal na zemljo, kajti samo ljubezen in dobrota imata nemerljivo vrednost. Brez ljubezni namreč nisem nič, pravi apostol Pavel. Daj Bog, da bi današnji kristjani, posebno še v Sloveniji, to razumeli in bi nehali s sovraštvom in maščevanjem. Gospodu železomaščniku pa naj Bog čim bolj pozlati večerno sonce njegovega življenja na mnoga leta. Verujem Boga Očeta Vsemogočnega, nebesa in zemlje, Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, ki je bil spočet od Svetega Duha, Marije Device, pod Poncijem Pilatom, križem bi umrl, grob položen, preko tretji dan od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, in bo prišel soditi žive in mrtve. Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, so svetnik odpuščanje grehov, naše vstajenje in večno življenje. Amen. V teh slovesnih skupnih prošnjah ne molimo, bratje in sestre, samo zase in svoje osebne zadeve, temveč prosimo Kristusa tudi za potrebe vsega ljudstva. Za našega jubilanta, železomašnika, naj ga Gospod med nami ohrani, zdravega in še mnogo let. Zahvaljujemo vsemu, da nas je mnogo let vzgajal v veri, delil svete zakramente, opominja in skrbi za naše duše. Prosimo te, usliši nas. Za vse molitve, ko vsaki dan roma na gorcu za naše rajne in za celo župnijo, za vse brezplačne svete maše ob nedelja, za vse župljane, žive in mrtve, naj mu Gospod milostno povrne po Mariji pri prošnji. Za blagoslovljen obisk Svetega Očeta v Sloveniji, da razglasi Martina Slomška blaženim, naši domovini Sloveniji pa prinese mir in Božji blagoslov. Vse to te prosimo po Jezusu Kristusu, naši Gostki Materi Božji.
molite, bratje in sestre, da bo naša daritev prijetna Bogu Očetu Vsemogočnemu. Naj sprejme Gospod hvalo in čast svojemu imenu, blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Sveti Bog, opravljamo te hvalno daritev, da bi te vedno bolj goreče služili, v svoje dobrote dopolne, kar si vsakemu izmed nas podelil brez naših zaslug. Po Kristusu, Gospodu našem. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Iz usmiljena do človeške bede se je hotel roditi iz device Marije. S trpljenjem na križu je rešil večne smrti in nam svojim stajenjem od mrtvih podaril večno življenje. Zato z angeli in nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil,
ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajanja, zato te darujemo kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in te služiti. Ponižno prosimo, naj nas sveti duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, popolni v ljubezni, skupaj z našim papežem Janezom Pavlom, našim škofom Francem, z vsemi škofi in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, ki so se ločili z tega poklica z tega sveta. S krstom se pridruži svojemu sinu in njegovim smrti, naj z njimi tudi stanejo večno življenje. Spomni se pa tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali upanja vstajenje vseh ljudi, ki so umrli tvoje milosti in daj gledati tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vse, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli tvoje ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebe vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Amen. Duhovnika navadno sodimo predvsem po tem, kar je vidnega napravil. Vendar v vsem tem ni izraženo vse duhovnikovo delo. Tisto, kar je najbolj pomembno in najbolj bistveno pri duhovniku, je našim čutom nevidno. In med te dejavnosti, ki jih duhovnik opravlja, je prav gotovo na prvem mestu molitev. Duhovnik je molivec ne samo zase, ampak za Božje ljudstvo, ki mu je zaupano. Železomašnik je za vas veliko molil, priporočal Božjemu usmiljenju in dobroti vas vse. Stiske in trpljenje ne samo njega, ampak ljudi, ki so mu bili zaupani, je prenašal pred večnega Boga in prosil Božjo dobroto in ljubezen. Danes se pa mi v zahvalo za vse te molitve, ki jih je v svojih 70 letih železomašnik
prenašal pred Božji prestol, zahvalimo in skupaj molimo Gospodovo molitev. Oče naš, Ki si v nebesih, posvečeno voli Tvoje, pridi k nam Tvoje, kraljestvo, bodi se Tvoja volja, kako na nebesi, tako na zemlji. daj nam danes Kruh in odpusti naše grehe, mi puščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v škodo, riši nas hudega. Riši nas vsemogočni Oče vsega hudega. Podari nam mir v naših dneh. Nesmiljeno pomagaj, da bomo vedno živeli brez griha in vari nas vsakega nemira. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in vodi popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Javljenje Božje. Vsi si podajmo roke in prosimo Boga, da ne bi bilo nobenega razdora. Duhovniki smo šli skozi velike križe in veliko trpljenje zaradi sovraštva. Prosimo pa danes Boga, posebno tudi v ta namen, naj Bog nam da mir, posebno zastopnost, pa pravi ljubezen, bratsko ljubezen med Slovence. Sonce naj ne zajde nad jezo nobenega. Potem smo res zapisani v Božjem srcu. Glejte, tu je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden mene, ampak recite besedo in zdravi moja duša. Kdor uživa ta Božji, kruh bo živel vekomaj. You
še zapojte Slomškovo v nebesih sem doma. Molimo. Nebeški Oče, ob 70. obletnici mojega mašniškega posvečenja sem Tebi v slavo in zahvalu z veseljem obhajam svete skrivnosti naše vere. Daj mi, da bo vse moje življenje in daritev, ki jo pri oltarju skrivnostno opravljam, po Kristusu, našem Gospodu. Ko so že vsi toliko povedali in zaželeli Gospodu jubilantu, naj še jaz, ki sem pravzaprav 18 let z njim tukaj delal in delam, najprej kot kaplan, potem pa kot župnijski upravitelj, povedal bi samo eno. Nekaj, kar sem se od njega naučil in česar ne bom nikoli pozabil in upam, da se tega tudi držim in se bom vedno držal. Življenje prinese marsikaj. Različni so pogledi na to ali ono stvar, vem pa eno iz svojih osebnih izkušenj, pa tudi poznam odnos Gospoda železnomašnika do vseh faranov. On nikoli nikomur nič ni zameril in to iskreno in resnično. In jaz si želim, da bi ga mi vsi znali pri tem posnemati in mu tudi sam tukaj
želim še mnogo čilih in veselih let. Seveda ob takem velikem in redkem jubileju se to odmeva daleč naokrog in tako je poslal svojo čestitko gospodu železnomašniku tudi sveti oče papež Janez Pavel, in sicer na besedilo se glasi: na prošnjo mariborskega škofa sveti oče rad podeljuje apostolski blagoslov železnomašniku Alojzu Žalarju kot znamenje svoje naklonjenosti in spoštovanja za mnogoletno apostolsko služenje. Svoje čestitke je poslal tudi mariborski škof ordinari, ki v pismu našteva vse njegove življenjske postaje, ki smo jih tako slišali tukaj. Naj vam zato preberem samo sklep tega pisma. Spoštovani gospod železnomašnik, človek si skoraj težko predstavlja, kaj vse doživi, naredi, pretrpi in premore duhovnik, ki dela za Božje kraljestvo 70 let. Spoštovani gospod železnomašnik, Bogu in vam hvala za vse, kar ste dobrega storili v vašem duhovniškem delovanju. Vas in vse, ki se bodo z vami veselili 70-letnega jubileja, lepo pozdravljava in blagoslavljava dr. Franc Kramberger škof in dr. Jožef Smej, pomožni škof. Sedaj bomo ob koncu maše še skupno zapeli zahvalno pesem. Dragi gospodu, opravil sem Kristusovo daritev, kakor mi je pač Božje usmiljenje dodelilo, da sem dosegel 13. septembra bo 70 let. Bil sem pa sam posvečen v škofovi kapeli zaradi vojaščine in se pa bil zaradi shujšanja, zaradi moje diete, ker potem nisem služil roka. Torej, gledajte, in kaj bi se danes človek spomnil, pa se zahvalil. Prvo, kar ne vsem, ki ste danes tukaj na tej slovesnosti. Naj vam Bog vas ohrani in naj vam Bog poplača vse dobro, kar mi je kjerikoli storil. S faranom, ko so tako ukrasili lepo cerkev, in za vse, kateri so prinesli razne dobrote, ali vino, ali pa drugo. Prosim, kateri so oskrbeli, eno in drugo prinesli, naj pogledajo, da bo tudi promet prišlo, da ne se tukaj nobeden ne drži po strani, ampak vsak tudi skrbi, da boste potem vsi res se lepo spominjali dobrote enega in drugega, kateri je to izkazal. Potem bi se prvo zahvalil danes gospodu škofu Grmiču, kateri je na mojem 3. jubileju. On je pridgal mi na zlati maši, na bistveni maši, pa še na železni maši. Ja računam, da najbrž tudi na moji leseni ne bo manjko. Tako tudi do tega pride. Potem, kaj ne, kratko zahvala, prosim, da ne bi predolgi bil vsem pevcem in pa vsem skupaj, konjenikom zunaj, muzikantom, kateri so in vsi, kateri so kakorkoli pripomogli, da sem lahko to res v večjo čast Božjo, ne za mojo čast. Kaj te veste, 94-letnemu duhovniku, torej ljubše me že, da ga kdo ne brca, ampak ne, je pa tudi že na vse pripravljen, pa na vse navajen. Potem bi se zahvalil ta prvo mojemu gospodu očetu Petru, ker se res lepo zdaj bratsko razumemo. In on me v vsem, kar me more, ustreže, jaz pa še tudi, koliko še lahko vse naredim. Ker pač, veste, zakrament mašniškega posvečenja traja do smrti, zato je zakrament, to ni kaka obrt. Pri posvečenju škof reče duhovniku, ti si odslej duhovnik na vekomaj. Tudi smrtjo se ne neha duhovništvo.
ampak se bo nadaljevalo s Kristusom, Kristusovo duhovništvo. Potem, gledajte, to bi vam rekel, z bratom smo bila krščena pri tistem krstnem kamnu, ker je bil pred leta 1839 kardinal Misija in njegov brat tudi duhovnik Anton. Torej, on je dosegel najvišjo službo cerkveno, ker je bil tudi v volilni komisiji za papeža. Torej, eden najodličnejši, višjega duhovnika Slovenija še nima. Glejte, in njegov brat pa je bil tudi duhovnik. Tako je Bog tudi nama, ki smo bila pri tistem krstnem kamnu konju, dal to milost, da smo postala duhovnika. Glejte, potem se moram danes spomniti vseh duhovnikov, kateri so tukaj službovali. Vse imate v gorski knjižici imena vseh župnikov, nekateri še niste, bomo na gorci tiste knjižice na razpolago zopet. Da boste znali, torej okoli 800 let je stara naša župnija. Morda še kaj več, ker gospod, torej univerzitetni profesor Mlinarič tudi o tem raziskuje in upam, da bo morda še kaj večjega našel v nas. Torej naj res Bog in moramo reči, da so bili tukaj taki duhovniki, ki so res, torej pravzaprav pravo kulturo in vse prenesli. Vse so bili učitelji, vse so bili vzgojitelji, vse so bili duhovniki, vse službe človeške so tukaj upravljali. Glejte, in tako, da je z take zgradbe zidali, cerkve, se mislite, kaj je to, in toliko umetnin oskrbeli, kako jih ima naša župnija v obeh cerkvah in tako naprej. Torej, gledajte, tukaj moramo res, če smo kulturni ljudje, ki ne moramo dati vso spoznanje, pa spomin, naj jim Bog poplača vse, kar so za to župnijo storili. Mi pa tudi moramo kazati, da se bomo pokazali vredne vsega tega. Gledajte, potem spomnite se moram svojih trpečih bratov duhovnikov, ko smo bili v nemških lagerju ali pa tudi pozneje v zapori. Glejte, vse znate, sem vam že tukaj povedal, kako so v Dachau zgoreli, najmanj naših, ko je spomenik na Brezja, kako so v Zagrebu, ne v Zagrebu, na Hrvaškem ustaše jim glave razbili, pa njihova trupla pometali v notere. Glejte, kako so škofovega tajnika pohodili in ga vsega polomili, da so ga ubili, ubili in tako naprej. Glejte, zato jaz pravim, slovenski narod, prosimo, naj slovenski duhovniki, mučeniki prosijo za nas. Ker so v vseh teh časih, kad imamo tudi med duhovniki veliko število mučencev. Glejte, tudi jasno, pa glejte, ko je človek 50 let mine, pa tudi na vse križe pa težave, pa kar jih je me je Bog poslal, samo pač lahko rečem, Bog me je vsega mojo glavo ven potegnil. Kar se mi je zgodilo, ko sem padel kot otrok studenec, me je Bog rešil, ko sem potem med okupacijo v Srbiji bil nastreljen, ko sem potem v težki bolezni in tako naprej, vse z Božjo pomočjo srečno prestal, pa proti vsemu pričakovanju 94-letnik postal. Glejte, in dragi moji, danes, če sem kaj se pozabil, torej Bog bodi plačnik, sveti Peter priprošnik in zahvala vsem duhovnikom. Torej, posebno pa še se moramo spomniti našega edinega biseromašnika, to je bil Marko Glazer. In zdaj pa edini železomašnik v celi zgodovini, pa je Bog meni dal to milost.
Glejte, res ne vem, kako bi se ne Bogu. Vsi skupaj, dragi moji, se zahvalimo Bogu, pa živimo po Božji volji, potem bo tudi Božji blagoslov, pa vsa milost z nami. Glejte, za sklepo bi vam povedal s psalmom, kjer je duhov, ker govori tam o tem skupaj. Z besedami psalmista naj bo. Na stare dni, o Bog, me ne zavrže. Ko mi že pešajo moči, me ne zapusti. Tudi v starosti in osevelosti, o Bog, me ne zapusti. Naj pričujem o tvoji moči svojemu rodu in o tvoji slavi vsem, ki pridejo za nami. Dal si mi preživeti mnoge in hude stiske, pa si me spet okrepil in rešil skoraj iz smrti. Vsak dan bom še razglašal, da si pravičen, ker si ponižal vse, ki so mi želeli nesrečo. Bog bodi mi še nadalje milostljiv, nam, ostarelim, mene, ostarelemu železomašniku. Z ljubim sinom vas blagoslovi. Zdaj pa vsi lepo zapojemo Bogu zahvalno pesem. Tebe, Boga, hvalimo. Sina s Svetim Duhom. Slavljen si Gospod na nebesni višavi. In hvale vreden, in slaven, in poveličevan vekoma. Gospod, usliši mojo molitev. In moj prisel pride k tebi. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Molimo.
O Bog, čigar milosrčnost je neizmerna in dobrotljivost je zaklad neskončen, Tvojemu premilostnemu veličastvu se zahvalimo za polje deljene darove in Tvoje usmiljene vedno prosimo, ne zapusti njih, katerih na njih prošnje podeljuješ, česar želi, marveč jih pripravi za prihodna darila. Po Kristusu, Gospodu našem. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog s mojim železnomašniškim blagoslovom v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Molimo, vsemogočni in usmiljeni Bog, da bo tvoj služabniškov Anton Martin povzdigne na oltar, vse na zemlji dajo čudovite zlete posle in gorečnosti, ko je neutrudilo za tvojo slavo, rešenje ljudi in zedinost kristijanov. Nam pa po njegove preprošnje podeli milosti, ki te za nje prosimo. Po Kristusu, Gospodu našem. Amen. Z ljubim Sinom nas in vse vas blagoslove in celo župnijo, Modrica Marijo.